Kdo mogoče ne bo doživljal v vseh teh predavanjih agonijo epidemije, agonijo bolezni in zdravja, agonijo zdravil, doživljal bo mogoče tudi kakšno drugo osebno agonijo. In prav je, da se vprašamo na vseh področjih, kaj je res, kaj ni res. Mislim, da je to naša odgovornost, ne naša kot družbena, pač pa osebna odgovornost. In v zvezi s tem povabim Iviljano, ki nam bo o odgovornosti povedala nekaj besed, nekaj več in želim, da si te besede vtisnete tudi v spomin. Iviljana, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav, tudi od mene danes. Delno, ne preveč, nisem imela možnosti, sem poslušala našega člana Društva za srečno življenje Ervina. Iskrena hvala za njegova prizadevanja, da bi predstavil dve možnosti, ki so odprte za vsakogar izmed nas. Vsak se sam odloča, kaj bo verjel, komu bo verjel, kaj bo govoril, kaj bo delal, kaj bo sejal. Vsak izmed nas ima svobodno voljo. In ta svobodna volja je dana od našega stvarnika. Če ne bi bili roboti, nekdo nas bi vodil. In ker imamo svobodno voljo, da se odločamo, kaj bomo verjeli, kaj bomo mislili, kaj bomo delali, je tudi osebna odgovornost naša za vse posledice naših odločitev. Mihael je danes že omenil, da se je bogataš cepil v Franciji, predhodno se je zelo dobro zavaroval za svoje otroke. Po cepljenju je umrl. Ampak res se je sam odločil za cepljenje. Vedel je, da je cepljenje eksperimentalno cepljenje. Podpisal je osebno odgovornost za posledice cepljenja. Njegovi svojci so želeli zavarovalnino. Zavarovalnica pa je zavarovana na tak način, da prepreči načrtovane samomore, pa tudi če je to v obliki prostovoljnega cepljenja. Ta gospod se je odločil za nekaj, kar ni vedel. Ni bil prepričan, a bo preživel to cepljenje. Očitno ga je bilo strah korone, virusov, ki jih sploh v bistvu ni. Virusi so v bistvu zastrupitev z hrano, z zrakom, z vodo, z mislimi. In telo želi izločati te strupe. In ko jih izločamo v obliki vročine, znoja ali raznih cist, tumorjev, rakovih celic, je to samo zato, ker telo naše hoče biti zdravo. Imamo v sebi samo pomoč, samo zdravljenje, mehanizme, da se očistimo, sami sebe pozdravimo. Nekateri to imenujejo bolezen, vendar to ni bolezen. To je darilo našega stvarnika. Predstavljajte si, da bi imeli v stanovanju samo smeti, ki bi se večale in večale in večale in ne bi bilo košev za smeti, jih ne bi odnašali ven iz stanovanja in ne bi bilo ljudi, ki bi jih spet odpeljali na en poseben prostor, kjer se odlagajo smeti. Tudi naše telo odlaga smeti, ki jih na en način dovajamo v naše telo ali skozi hrano, skozi vodo,
skozi zrak, lahko tudi z mislimi. Ni pomembno v tem trenutku, kdo je kriv za onesnaženje ali zraka, vode, hrane. Bolj je pomembno v tem trenutku za vsakogar izmed nas, kaj se mi odločamo, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kako bomo jedli, na kakšen način bomo pili, kakšne medsebojne odnose bomo imeli in kaj bomo verjeli. To je resnično naša osebna odločitev. Odgovorni smo za naše osebne odločitve, zelo odgovorni. Na nikogar ne moremo pokazati s prstom, ti si kriv, zato ker sem jaz bolan, zato ker imam jaz take in take težave. Ne smemo. Vedno so rešitve. Rešitve so v nas. Rešitve so naš izbor, naša osebna odgovornost. Samo, če ne vemo, komu verjeti, kaj verjeti, se lahko napačno odločamo. In veliko ljudi se je napačno odločilo, ker so mislili, da jim bo cepivo pomagalo premagati njihov strah pred virusi, pred to negativno reklamo, ki iz dneva v dan veje iz radija, iz televizije, iz časopisov, iz govorov. Cepite se, to je edina rešitev. Cepite se. Bodite odgovorni. Do koga moramo biti odgovorni? Do bližnjega ali do sebe najprej? Do koga? Modro je, da poznamo dve možnosti. Danes nam je Ervin o tem govoril. Obstaja ena resnica brez Kristusa. Res je. Obstaja. Temu se reče, obstaja antikrist. Vsak, ki ni ljubezen, ki ni zavezan brezpogojni ljubezni, je antikrist. Vsak. Vsak, ki sodi, je antikrist. Zakaj je Jezus na križu izrekel besede, katere sem že večkrat omenila pri mojih govorih? Moj Bog, odpuščam vsem, saj ne vedo, kaj delajo. Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Zato, ker je on odpustil, se ti ljudje še takrat niso spremenili. Niso padli na kolena, se pokasali za svoje zla dejanja. Ne. Se sploh niso zavedali, da delajo nekaj, kar ni v skladu z Božjo voljo. On je te besede izrekel zase. Zato, da je on ostal zvest brezpogojni ljubezni svojemu očetu. Očetu, ki mu je dal življenje. Očetu, ki ga je poslal svojo misijo na zemljo. Vsak izmed nas ima svojo misijo tukaj, na zemlji. Eni jo živimo, eni jo še ne poznamo, vendar jo imamo prav vsi. To je misija, da živimo življenje. Življenje, ki je vredno imena življenje, ne trpljenje. In imamo to moč v sebi. Imamo te mehanizme v sebi. To so darila. Vendar imamo osebno odločitev, osebno odgovornost. Kaj bomo verjeli, komu, kaj bomo govorili, kje imamo fokus. Ker tam, kje je fokus, tam imamo tudi rezultate. Društvo za srečno življenje Belis ima fokus na sreči, na radosti, na brezpogojni ljubezni. Vsak, kdor se je vpisal v to društvo, se mora zavedati, da se je odločil za srečo, da se je odločil za življenje, za brezpogojno ljubezen. Okoli nas je vse sorte. So ljudje, ki sodijo, so ljudje, ki strahujejo, so ljudje, ki se bojijo, so ljudje, ki umirajo,
ki jočejo. So pa ljudje vere, poguma, entuzijazma, iskrenosti, ki so pripravljeni narediti vse, da se bo pomnožila ljubezen na tej zemlji, da se bo pomnožila resnica na tej zemlji, da se bo pomnožila radost. Evangelij pomeni radostna vest. Radostna vest, da je rešitev na tej zemlji. Za tiste, ki verujemo. Za tiste, ki smo spoznali resnico, ker resnica osvobaja. Za tiste, ki jo širimo, ki o njej govorimo. Poznamo zgodbo o stotniku, ki je prišel k Jezusu Kristusu in je prosil za svojega hlapca, ki je bil zelo bolan. Ležal je, ni mogel hoditi, ne delati. In stotnik, ki je poznal Jezusove moči in njegovo karizmo, vedel je, da on ozdravlja z ljubeznijo, ne z magijo, ne s kamni, ne z jogo, ne s hrano, ampak z ljubeznijo Božjo. In prišel je k njemu. Ni prosil zase. Prosil za hlapca. Ker je bil dober hlapec. Ker mu je dober čevlje pucal. Stanovanje čistil. In prosil je Jezusa, naj ga ozdravi, da bo še naprej hlapec. In Jezus je preprosto rekel, ja, ni problem, danes grem k tebi v hišo. Ne, je rekel stotnik. Nisem vreden, da prideš v mojo hišo, ampak reci le besedo in moj hlapec bo ozdravljen. Jaz sem stotnik in rečem temu vojaku, stori to in vojak to naredi. Rečem onemu vojaku, naredi to in mora mene poslušati. Ti, Jezus, si pa kralj kraljev. Imaš nebeško vojsko. Imaš nebeščane. Naroči svojim, v narekovaju, hlapcem, služabnikom Božjim, da ne grejo mojega hlapca ozdraviti. In Jezus je bil presenečen. Izrekel je besede. Take vere v celem Izraelu nisem našel. Ti si Rimljan, tukaj so Židje. Imajo zavezo, Toro in nimajo take vere kot ti, ki si Rimljan, pogan. Naj se zgodi po tvoji veri. In tisto uro je bil hlapec ozdravljen. Nadaljavo bi temu rekli. Ampak pomislimo, kaj bi se zgodilo, če bi stotnik tudi zase prosil. Rekel, o, Jezus, zdravi hlapce, pa še mene. Jaz nočem biti več stotnik, nočem več imeti puške, nočem več preganjati ljudi, da mi službujejo, nočem jih zaslužnjevati, niti streljati, niti tepst, niti bičati. Še meni naredi novo srce. Pa mojo hišo pridi. Odprta so ti vrata, v moj dom, pridi. Stotnik ni zase prosil. Prosil samo za svojega hlapca. In Jezus je uslišal njegovo molitev, njegovo prošnjo. Ozdravil je hlapca. Jezus ni tat, da bi nekaj delal na silo. Jezus je Bog, ki uslišuje naše molitve, naše prošnje, naše iskrenosti. In karkoli Jezusa prosimo. On to sliši in usliši, če je iskrena molitev. Jezus je ozdravil hlapca, ni pa mogel ozdraviti stotnika. Stotnik je ostal stotnik. In še vedno imamo na zemlji veliko stotnikov, ker ne prosijo zase, ker se ne želijo spremeniti, ker ne želijo novega srca, ker ne želijo biti ponižni pred Božjo resnico. Ne želijo imeti na prvem mestu Boga,
našega stvarnika, očeta nebes in zemlje in vseh vidnih in nevidnih stvari. Hočejo vladati, biti najmočnejši, bogati, manipulirati z ljudmi. Veliko je še takih ljudi, ki nimajo na prvem mestu brezpogojne ljubezni, ki še niso člani društva Belis, ki še niso rekli da ljubezni, ki še niso rekli da služenju za drugi prihod ljubezni v srca vseh ljudi. Vendar vedno več jih je. Vedno bolj zmaguje ta resnica, ker Jezus ni prišel na zemljo, da bi sodil zemljane. Ne, prišel jih je odrešiti, ampak samo tiste, ki so toliko ponižni, da odprejo svoje srce, svojega duha, svoja vrata v svoj dom, v svoje telo, za svetega duha. Da sveti duh lahko pride in naredi tisto spremembo, ki je lahko naredil le sveti duh. Sveti duh spreminja vse nas, tudi mene je sveti duh spremenil. In še me spreminja. Toliko, kolikor dovolim, oziroma kolikor imam spoznanja, kaj je tisto, kar je Božja volja. In Božja volja v tem trenutku je življenje, ljubezen, radost, iskrenost, sodelovanje, sočutje, služenje. To je Božja volja. Bog ni ustvaril te zemlje, da bi jo uničil. Bog ni ustvaril vse nas zato, da bi trpeli in umirali. Bog ni ustvaril smrti. Bog je ustvaril življenje. In poslal nam je Jezusa na to zemljo, da bi preko Jezusa, ko bi ga sprejeli, ko bi sprejeli njegovo ljubezen, ko bi ga dali na prvo mesto, da bi postali to, kar smo, Božji otroci, beli so otroci, otroci ljubezni, radosti in življenja. Dokler nimamo na prvem mestu ljubezni, smo pač odrezani od Božjega izvora življenja. Temu se reče, lahko zbolimo, staramo se, umiramo, kregamo se, ločujemo se, jezimo se, obolevamo, kažemo s prstom, ti si kriv, ti si kriv. Ko pa sprejmemo to resnico, kdo smo v resnici, da smo na to zemljo poslani, da živimo resnico, ljubezen, da jo širimo, da širimo ta evangelij, da ljudi spomnimo, da smo mi otroci najvišjega Boga, da ga sprejmemo za svojega očeta in Jezusa za svojega brata in svetega duha za našo hrano in pijačo. Ko vse to naredimo, se lahko smijimo. In takrat ljudje, ki niso eno z ljubeznijo, bežijo stran od nas, ne marajo nas, sodijo nas, niti ne pridejo v našo bližino, ker ne marajo resnice, ne marajo svetlobe. Vendar je evangelij radostna vest. Kaj to pomeni radostna vest? Da imamo čas, da se vsak odloči ali za brezpogojno ljubezen ali za sodbo. Vsak izmed nas ima svojo lastno osebno odgovornost. Kaj bo verjel, komu bo verjel. Ali bo verjel, da je Bog tisti, ki spreminja smrt v življenje, bolezen v zdravje, zapore v svobodo, solze v bisere, bolezni v zdravje. Ali bo verjel, da bo cepivo njega odrešilo, da bo maska preprečila vstop bakterij in bacilov v njegovo telo, da bo razdalja od ljudi ga zaščitila pred virusi, pred novimi boleznimi. Vsak ima svobodno voljo in osebno lastno odgovornost. In tukaj v društvu Beli za srečno življenje se res prizadevamo iz tedna v teden. Poslušamo vas, slišimo vas, molimo tudi za vas, da bomo vsi rekli da ljubezni, brezpogojni, da bomo mi vsi dihali to ljubezen, ki spreminja strupe v nektar, ki spreminja naše sodbe v milost, naše bolezni v zdravje.
Vsak izmed nas ima še čas, smo v obdobju milosti. In hvala Bogu, da je še obdobje milosti, da se bo čim več ljudi odločilo za življenje, za ljubezen, za radost. Da bomo velika družina srečnih otrok, radostnih, razsvetljenih, da bomo resnično osebno odgovorni za to, kaj mi verjamemo. Leta 1995 sem napisala v knjigi, ko sem se jaz osebno iz mojega pekla želela rešiti. In napisala sem sporočilo, ki sem ga prele ponovno prebrala in začutila sem, da ga lahko tudi vam danes preberem. Za spodbudo. Poslednji Kristusov klic. Podari mi ljubezen in boš ljubezen postal. Podari mi radost in jo boš spoznal. Podari mi smeh in boš ozdravel. Daj mi roko in nikoli več sam ne boš. Daj mi svoje težave, da jih zavedno izgubiš. Daj mi solze svoje, da v dar bisere dobiš. Podari mi svoje telo, da ga pozlatim. Podari mi dušo svojo, da jo posvetim. Podari mi smrt svojo, da jo v večno življenje spremenim. Bodi eno z menoj in postani otrok moj. Bodi tudi ti Kristus nocoj, da ljudem kazal boš pot. Bodi v snov, da boš svoboden in sam svoj. To je bil klic za mene. In jaz sem odgovorila na ta klic. Odgovor na Kristusov klic. Danes rečem ti svoj da vse solze izgubim in si življenje večno pridobim. Danes rečem ti, vodi me leti, da mi daš nov varen dom, kjer je smeh, sreča in pa mir. Danes rečem ti svoj da dobim tvoj čar in postanem kakor ti. Danes rečem ti svoj da me ljubezen prenovi in me nove brate in sestre podari. Danes rečem ti svoj da samoto izgubim in si življenje obogatim. Danes rečem ti svoj da postanem vesel otrok in si lep dom zgradim. Danes rečem ti svoj da me pozlatiš in me iz pekla osvobodiš. Danes rečem ti svoj da ponovno v radosti zaživim in vse starostne gube izgubim. To sem napisala junija leta 1995. Čez 2-3 dni sem se res prebudila v radosti, čutila sem, da ljubim vse ljudi in vso zemljo. In bila sem radostna. V mojem trebuhu se je rojeval moj 4. otrok. Rastel je, rodila sem ga, srečna sem bila dolgo časa. Zelo dolgo. In vendar je prišel dan, ko sem pozabila, kaj sem se zaobljubila. In tisto noč me je strah odpeljal iz mojega srečnega doma. Iskala sem pomoč na infekcijski kliniki za eno majhno ranico na ritki od otroka. Bila je moja napaka. Tisti dan bi lahko tudi molila in prosila za ozdravljenje te rane, pa se nisem spomnila. 23 let sem to objokovala in izjokala in si odpustila. Zato vem, kako pomembna je ta naša lastna osebna odgovornost. Vem, tudi vi imate teste, preizkušnje, dragi moji prijatelji, člani društva Belis in tudi dobronamerni ljudje. Imate teste. Vendar največji test je, da se vi v vsaki situaciji spomnite, kdo ste in da je Bog tisti, ki vam vedno v vsaki sekundi lahko pomaga, če ga prosite, pokličete in da ne verjamete tem manipulacijam okrog vas. Da ne verjamete lažem,
ki jih širijo vsak dan ljudje okrog vas. Zato, ker imajo druge interese, ali finančne, ali ne bom izgovarjala. Ljubezen je najmočnejša sila v tem vesolju, ki vse, kar ni ljubezen, bo spremenila v ljubezen. In ljubezen zmaguje, v mojem življenju zmaguje. Tudi v vašem bo zmagala, če se boste vi tako odločili. Če boste prejeli osebno odgovornost za vaše misli, za vašo vero. Res je, okrog nas je veliko antikristov. Blagoslovimo jih. Jaz se jih ne bojim. Jezus jih tudi ni bal. Blagoslavljal jih je. Rekel je, jaz imam očeta in njega slavim. Tudi jaz imam očeta, njega slavim. In molim, da bi se vsak odločil, da bo imel očeta nebeškega za svojega očeta. Da bo imel Jezusa Kristusa za svojega brata, učitelja, za svoj svetilnik. In da bo imel svetega duha za svojo hrano in pijačo. To molim. Zase, za mojo družino, za vso Slovenijo, za vse ljudi. To je moja molitev. To, kar boste pa vi sprejeli, kar boste vi verjeli, to je pa vaša lastna, osebna odgovornost. Moja odgovornost je, da to govorim, da to spoznanje, ki ga imam, predajam naprej kot evangelij, radostno vest. Možno je, da človek preide vse te preizkušnje, tudi Jezus jih je imel, vendar je z ljubeznijo vztrajal. Tudi mi lahko vztrajamo z ljubeznijo in verjamem, da smo že zmagali in da zmaguje resnica in da vse, kar ni resnica in ni ljubezen, bo izgubilo svojo moč in da bo zmagala ljubezen in da bomo eno z ljubeznijo. In to bi danes rekla vsem nam. Hvala, da ste slišali in da boste osebno odgovornost za svoje življenje sprijeli za sebe tudi vi. Jaz sem jo. Hvala vam, nasvidenje. Draga Eveljana, to je bila poplava besed, ki je za marsikoga pretežka in lahko utone. Zato želim, da ponovno poslušate, kaj je želela povedati o teh stvarih. In jaz, ki sem vajen tega, po 33 letih sem zdaj dozoru, da lahko to prenesem, razumem. To so velike odgovornosti. Vsaka beseda je sicer zelo preprosta, pa ne samo preprosta, ampak jo je treba nekako razumeti, spoštovati. In v tem duhu zaključnega govora povabim Mirana, da to današnje srečanje je duhovno in pravno in v vseh drugih pogledih zelo bogato, zaključi do naslednjega tedna, ko se ponovno vidimo. Dragi Miran, imaš besedo, upam, da si še z nami in da nas slišiš. Halo, Miran?